Čas bo spremenil svet, čas bo pomlajšal ta planet, in ko naju ne bo, ostalo bo rožnato nebo. Čas bo ohranil godljuk, vzel bo v usta pesta hrup, in ko naju ne bo, ostala bo duša, ne telo. Potovanja od misli do misli, od mesta do mesta, ta dolga cesta. Pričakovanja od mene do tebe, od tebe do mene. Noči brez spanja in dnevi čakanja in zrno upanja. Iskanja novih načinov za isto početje, srčno vnetje. Čas bo spremenil svet, čas bo pomlajšal ta planet, in ko naju ne bo, ostalo bo rožnato nebo. Čas bo ohranil godljuk, vzel bo v usta pesta hrup, in ko naju ne bo, ostala bo duša, ne telo. Čas bo spremenil svet, čas bo ohranil ta planet, in ko naju ne bo, ostalo bo rožnato nebo. Čas bo ohranil godljuk, vzel bo v usta pesta hrup, in ko naju ne bo, ostala bo duša, ne telo. Spoštovani gostje, spoštovani Miran Gorinšek, župan občine Slovenske Konjice, častni občan Florjan Jančič, spoštovani zbrani. Počastitev 1. novembra, dneva spomina na mrtve, smo se na pobudo krajevne organizacije Združenja borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Slovenske Konjice v sodelovanju z občino Slovenske Konjice zbrali na vsakoletni komemoraciji na grobišču padlih borcev v Slovenskih Konjicah. Komemoracija je namenjena padlim borcem in vsem pokopanim na tem pokopališču. Naj bo ta prireditev skromna oddolžitev njihovemu spominu na vse tiste, ki jih ni več med nami. Še posebej spominu na vse, ki so padli od začetka borbe za narodni in človeški obstanek, za svoj prostor na tej zemlji. V uvodu nas je s pesmijo Čas skupine Dan D v glasbeni del današnje svečanosti popeljala Monika Kovše. Sedaj pa prosim Toneta Obrula, predsednika Društva upokojencev, da spregovori ob današnji komemoraciji. Gospod Obrul, predajam vam besedo. Spoštovani prisotni, smo pred dnevom spomina na mrtve, ko se z vsem spoštovanjem poklonimo našim preminulim sorodnikom, prijateljem in znancem. Danes se bomo poklonili tistim, ki so ob uporu okupatorju izgubili življenje, padli borcem NOB. To obdobje, ki je trajalo od 1941 do 1945, in je naša domovina bila žrtev fašističnih zavojevalcev, Nemčije, Italije in Madžarske, je bilo zaznamovano ne samo z vojno, temveč tudi s terorjem nad civilnim prebivalstvom, z izseljevanjem zavednih Slovencev na Hrvaško, Srbijo in izpostavljenih kulturnikov in pomembnih intelektualcev v koncentracijska taborišča po Evropi, kar je spodbudilo upor in narodno-osvobodilni boj, ki smo ga ob številnih žrtvah
s sodelovanjem v antifašistični koaliciji izbojevali v skupno zmago in koncem druge svetovne vojne 9. maja 1945. Kot priznanje za ta naš boj je bilo povabilo delegaciji slovenskih borcev na praznovanje oziroma slovesnost ob 70-letnici izkrcanja zavezniških sil na Normandijo potrdilo o partnerstvu Narodno-osvobodilne vojske v tej vojni. Danes mnogi podcenjujejo to obdobje in sprevračajo zgodovinska dejstva ter prikazujejo NOB kot komunistično revolucijo, proti kateri so se borili v spregi z okupatorjem in povzročajo še nadaljne delitve Slovencev v današnjem obdobju. Zveza borcev NOV se je temu kot civilna družba uprla ter se z včlanjevanjem mlajših članov preimenovala v Zvezo borcev za vrednote NOB z namenom, da še naprej negujemo te vrednote, da ne gredo v pozabo, da ne izginejo iz zgodovinskega spomina. In na teh vrednotah delujemo tudi v času, ko bo prihodnje leto maja poteklo že 70 let konca druge svetovne vojne. Tako tudi naša krajevna organizacija Zveze borcev za vrednote NOB skrbi na konjiškem območju za 16 grobišč padlih borcev NOV in tudi za to grobišče, kjer se bomo poklonili padlim 18 borcem na tem pokopališču z mislimi in spoštovanjem do vseh padlih v naši domovini. Sedaj, v času, odkar je preteklo 23 let, ko smo izborili svojo državo Slovenijo, pa je prav, da prenehamo s tako imenovanim revolucionarnim obdobjem in pustimo stroki, to je zgodovinarjem, da raziskujejo in ocenjujejo zgodovinska dejstva, ki spadajo v državno zakladnico zgodovine in ki bo na razpolago zanamcem in mlajšim rodovom. K tem razmišljanjem me je spodbudila nedavna oddaja RTV, to je bilo 22.10.1214, ko so nekateri razmišljali oziroma razpravljali, ali je bila narodno-osvobodilna vojna res narodna. Nekateri trdijo, da takrat sploh narod nismo bili. Kolikor so me učili v šoli, narodno zgodovino pišemo že od samove države. In narod, ki nima zgodovine, tudi ni narod. Da zaključim. Poklonimo se vsem padlim, ki so žrtvovali svoje življenja, da mi živimo svobodno v naši lepi domovini Sloveniji. Hvala. Hvala Tonetu Obrulu. V nadaljevanju pa prosim Tatjano Stramšek, predsednico krajevne organizacije Zveze borcev za vrednote NOB Slovenske Konjice, da skupaj z Miranom Gorinškom, županom občine Slovenske Konjice, položita venec vsem pokopanim na tem pokopališču. Mirno, prav. Bila pravljica Kaja Tanković. Kaja Tanković, Bela pravljica. Križem svet gredo stopinje, križem svet gazi po snegu. Bog ve, kdo je šel pred mano, Bog ve, kdo za mano gre. Vse poti so večno stare,
Vse gredo nasproti smrti. Vsem je na začetku rojstvo, vsak korak je večno nov. Križem svet gredo stopinje, križem svet gazi po snegu. Ena izmed njih je moja, nanjo pada sneg. Vse zbrane vabim še na položitev venca pokojnemu arhidiakonu, gospodu Ivanu Pajku, našemu častnemu občanu. Naj tudi povem, da delegacija občine danes odhaja tudi se pokloniti našemu pokojnemu častnemu občanu Ivanu Minatiju na Žalah. Pred odhodom pa se še enkrat spomnite na vse, ki jih ni več med nami. Hvala vam za vaš poklon in vabljeni tudi na komemoracijo na stranice pri grobovih stotalcem, ki bo 31.10. ob 11. uri. Pa nasvidenje do poklona prihodnje leto.